Med tremi velikimi po abecedi, med Audijem, BMW-jem in Mercedes-Benzom, mogoče še četrtim Volvom, vedno poteka oster boj za prevlado. Mercedes se mečejo ven z uglajenostjo in eleganco in veste kaj? Obvladajo. Tole je novi razred C. Spredaj izgleda kot E, zadaj skoraj kot S coupe, skrajno bogato in elegantno. Tudi mora, ker točno tale stane več kot 65.000 evrov. Ampak brez skrbi, tudi ostali tekmeci so z lahkoto tako dragi, če imajo veliko opreme. Zato raje poglejte tole. Zame je tole ena najlepših notranjosti sploh. Ja, v tem Mercedesu se boste počutili posebno in to je pomembno. Tale vmesnik, s katerim pregledujem navigacijo, menjam radijske postaje, pregledujem stanje avtomobila in še kaj, je dejansko zelo uporaben in pregleden, tudi zato, ker je zaslon zelo velik, ima pa kakšno napako ali pa dve. Recimo, če tukaj pregledujem navigacijo, tule vmes pa stanje potovalnega računalnika, ne morem premakniti radijske postaje. In obratno, če prestavim na radio, ne morem več gledati in premikati navigacije. Vem, komu se bo to zdelo povsem nepomembno, mene pa dejansko moti. Sicer pa sistem deluje zelo dobro in tudi super prepoznava vpisovanje črk. Testni C izgleda malce bolj agresivno, ker ima paket dodatkov AMG Line. Vse lepo in prav, meni osebno se zdi prava mešanica športnosti in elegance, je pa pretrd. S podvozjem imam podoben problem kot pri modelu CLA pred časom. Čeprav ta C ni tako trd, vseeno kakšno grbino obleži preslabo. Če bi namesto prej omenjenih tekmecev C-ja izbrali zaradi pričakovanega udobja, potem tega paketa ne izberite. Ampak razumem, zakaj je v ponudbi. Mercedes-Benz nagovarja tudi mlajše in mora imeti odgovor odlično voznemu BMW-ju 3. In ga ima. S tem podvozjem se C pelje zelo suvereno, občutek na volanu je dober, predvsem pa je avtomobil lahkotno vodljiv tudi pri pretiravanju. To zelo cenim, ker vas ne bo prestrašil, če boste v ovinek zapeljali prehitro. Ampak ne pozabite, C je predvsem uglajen avtomobil, zato sedim sedaj nad vse udobno, lepo vidim naokoli, prostor je svetel, najpomembnejše informacije so prikazane na tem projekcijskem zaslonu. In še natančnost merilnika hitrosti sem preveril, ta je pri Mercedes-Benzu vedno čisto točen. Pri 130 km/h po merilniku je bila dejanska hitrost 130 km/h, preverjeno z 2 Garminovima napravama. Samo za informacijo, da ne boste iskali izgovora, ko vas bodo policisti ustavili. In še nekaj vam pokažem, samo ustavim se. Te LED žaromete izberite, bosta zelo dobro upravičena 2000-aka, ker znajo sami prilagajati snop dolgih in kratkih luči in celo zasenčiti eno stran, ko se vam recimo približuje avtomobil, druga pa ostane dolga. Bi pa sam lahko pogrešal sistem za prepoznavo prometnih znakov. Sicer deluje zelo dobro, mu pa sem ter tja kakšna stvar uide in se zato nanj ni mogoče 100% zanesti. Pod pokrovom tega C-ja se vrti dejansko najbolj razširjen in najpogosteje uporabljen turbodizelski motor s 125 kW moči. Motor je krasen, lepo potegne, ustreza normativom Euro 6 in pri svojem delovanju uporablja še dodatek AdBlue, porabi ga približno liter na 1000 km in bi ga lahko dotočili kar na petrolu, ampak se z njim med servisnim intervalom sploh ni treba ukvarjati. Sicer pa porabi med 6 in 7 litrov, če se boste lepo peljali. Me pa vseeno nekaj moti, njegov zvok. Ni nadpovprečno glasen, da se ne bomo narobe razumeli, se pa sliši, da ima motor samo 4 valje in nekako ne sodi k temu elegantnemu okolju in tudi takšni ceni ne. Sicer pa ni z njim prav nič narobe in tudi ta 7-stopenjski samodejni menjalnik je vrhunski. Zakaj bi namesto ostalih predstavnikov sam izbral ta avtomobil? Ker mi je všeč filozofija in drugačnost znamke, elegantna in uglajena. C pa se vseeno zelo dobro pelje.